poslanska skupina je glasovala v debati, naša poslanska skupina je napovedala, da bo podprla sklep, ki ga je predlagala vlada. V razpravi pa smo medili, da bi bili veseli, če bi se pri takih vprašanjih moglo dobiti nekoliko več informacij v zvezi z predvidenimi scenariji po takih odločitvah, ker vemo, da je ta odločitev nek specifikum, nekaj posebnega in poslanci, ko pritisnemo na gumb, vzamemo tudi osebno odgovornost za tako odločitev. Se vam zdi, da je ta odločitev sposebna do nekaj o hitrosti bi težko govoril, kot pa sem samo razpravil in se nam zdi odločitev vsaj toliko pomembna, kot je bila pomembna odločitev o ratifikaciji Lizbonske pogodbe, v kateri smo kot poslanska skupina pozvali in tudi predlagali izredno sejo, za katero pa te seje ni bilo. Tako da mislimo, da kot sem rekel, imeli smo potrebo in smo pobili zunanjega ministra, posebej našo poslansko skupino, da nam je nekaj detaljev še dodatno razložil. Pozvali pa smo vlado, da bi bilo dobro, če bi tudi na sejah odborov, če to želijo, podala izčrpnejšo informacijo. Menite, da lahko priznanje Kosova ogrozi odnosi Slovenije in Srbije? To je zelo težko napovedovati. Vemo za stališče Srbije, da Slovenija se mora tu odločiti za nek korak. Tu je bila pravzaprav samo dilema, kdaj naj se to stori. Sedaj, seveda, ko je vlada sprejela to odločitev, mislim, da nima nobenega smisla očaklevati in je, mislim, da je potrebno ta korak narediti. Kar zadeva pa Srbijo, pa sam mislim, da tudi Srbija je vedela, da je do tega prišlo in glede na to, da je Slovenija tudi predsedujoča Evropske unije tu poskušala peljati neko enotno situacijo, čeprav se o samem vprašanju odloča vsaka država posebej. V poslanski skupini zares menimo, da bi bilo dobro s priznanjem še malo počakati, predvsem zato, ker je treba upoštevati, da je vendarle Srbija najpomembnejša država z vidika neposrednih tujih investicij, da menjava Srbijo dosega že 1 milijardo evrov in da so čustva trenutno tako razgreta, da bi priznanje v malo kasnejšem času bolje vplivalo na naše ekonomske odnose, predvsem pa bi moralo Kosovo najprej sprejeti ustavo in temeljne zakone, s katerimi bi tudi zaščitili pravice srbske manjšine. Se pravi, vi menite, da bo slovensko priznanje Kosova nekako tudi ogrozilo odnose Srbije? Mi menimo, da je Slovenija tista članica Evropske unije, ki bo zaradi priznanja utrpela največjo ekonomsko škodo in da bi modra politika znala te posledice ublažiti in jih seveda na ta način čim bolj, ko sem dejal, zmanjšati.